V oddaji Radioaktivno bomo danes vodovodarji. Rok, lepo zdrav. Čau, živo sem. Odhajaš od tekstopisja k vodovodarstvu? Ne, bom to kar prepustil vodovodarju Branetu. Jaz bom kar še enkrat pisal. Ali ugotavljaš, da je voda res vir življenja? Drži. Mislim, da smo več kot 90% vode v človeškem telesu, tako da kar drži. Ja. Pa verjetno še tisti preostali del je pa neumnost. Ne? Ja, ampak neumnost začela prevladovati, imam občutek. Drži, ja. Nažalost, ja. Ne. Zato pa smo tukaj, kjer smo. Ne. Se pravi, da prosperira nekaj, kar je samo trivialnega. Ne. Tiste osebinske zadeve je pa vedno manj. Ampak lej, jaz mislim, da še vedno ostaja procent ljudi, ki verjamejo v neke boljše stvari. Mislim, da tudi človek, ki se mogoče s tem ne ukvarja še vedno, ne. Če mu daš ne izbiro dobro ali pa slabo, bo prej dobro izbral. Vsaj upam. No. Danes bova zavrtela oziroma predstavila pravljico za odrasle z naslovljeno Vodovodar Brane. Drži, ja. Vse sem ti prej izven etra razlagal. Sploh ni bil namen, da bi ta pesem na radio prišla, no. Ampak je dejansko par radio zagrabili in začelo vrteti, kljub temu, da je bila pesem predstavljena par dni nazaj šli na YouTubeu. Ne. In se je živ dokaz, da jaz kot avtor oziroma oče, botar lastnih skladb, ne, nimam čisto odnosa do njih in se mi včasih zdi, to pa ni primerno, to bom dal pa sam na YouTube, in ne, zdaj pa predstavljala že pesem. Vidim oziroma slišim, da veš pripovedovati. Ja, upam, no, mislim, jaz sem ta zadnji, ki ti bi znal to zares povedati, ne, mislim, tako, če bi me vprašal, verjetno, kateri otrok je ljubši, ne, sej imaš vse enakrat, ne, mislim, jaz težko ločim med temi pesmimi, pa tiste, ko pripovedujem, kjer je pojem, ne vem, meni so vse ljube, ne, drugače jih ne bi dal ven, ne. Kaj ti v skladu imaš kratek uvod, potem dolg vrhunec in kratek zaključek? Ja, tako kot je življenje, verjetno, nekaj tazga. Podobno, ja. Rok, bo ta pesem našla prostor na kakšnem albumu? Bo, ta je sigurno, ta bo na tem albumu, ki ga zdaj počas končujem. No. Tako da ta je iz tega sklopa pravzaprav smešnih zgodbic za odrasle oziroma pravljic za odrasle. Ljudje so dosti dobili občutek pri meni, glede na to, da sem imel velikokrat tudi pri flertih in tako naprej, velikokrat ljubezenske zgodbe, ki so včasih tudi žalostne, včasih subtilne. Ja, pišu kar Rok, pa ti si pa tak žalosten in subtilen šel, sem seveda, to je tudi del mene, ampak sem pa predvsem bolj srečen, pa bolj nasmejan, no. Tako da je ta mnogo bolj realna, če pa izmišljena. Ne. Potem bo to album z veselo vsebino? Mislim, razdeljen bo na sklope, glede na to, da trenutno kaže, da bo najmanj trojni album, kar pomeni, da ene skladbe bodo te subtilne, en del zgodbe bo prav, kjer bo čista poezija, bolj pripovedovanje, en del je pa teh pravljic za odrasle, ko so pa same smešne zadeve. Skladba, kot si dejal, je našla že pot na YouTube, lahko pa bi bil tukaj odličen videospot. Si ga predstavlja? Jaz, ko sem poslušal skladbo, sem si že takoj naredil scenarij. Super, se mogoče je to ravno toliko dobro, ker si vsak od vas dela scenarij, ne? Ker je pesem že tako sama po sebi toliko dobesedna, pa že toliko sočna, ne, pa vtipljiva, da bi spotom pravzaprav vsakemu določil, ne, kakšno mora biti, ne. In ravno to je prednost, ta kvalitetna muzika, ki se res posluša, ne, ki rabi svojega poslušalca, je boljše, da samo glasbo pa nekaj, kar je neutralnega, saj meni osebno, ne. Ker potem si vsak riše svojo pač risbo, ne. In se mi zdi, da je to boljše, ne, za muziko. Rok, bo sedaj najbolj stavil na Vodovodarja Braneta ali tudi na slovensko popevko, ki prihaja čez dober mesec? No, jaz mislim, da me pa v teh letih si že toliko spoznal, da se zelo malo stavim, ne. Jaz pač počnem, govorim zdaj o teh svojih projektih, ki so mi zelo čustveni, ne. Enostavno napišem, kar čutim in potem, če se iz tega kje zgodi, sem zelo vesel, seveda, ne. Noben od nas se ne brani uspeha, pa tega, da je nekomu to všeč, ampak v resnici je ogromno skladb, ki mi veliko pomeni, pa mogoče bolj kot kakšne druge, ki so čisto neuspešne, ne. Tako da nisem jih nek matematik v tem smislu, ne. Tako je to, kar počnem za kakšno komercialno glasbo, tisto je pač mečko na več premisleka, ne. Tukaj pa recimo, evo, se že v dokaz je Vodovoдар Brane, ki ga sploh nisem na radio poslal, ne. Pa je potem po neki naključni zgodbi se tole zgodilo, ne. Bova sedaj skladbo spustila tudi v eter oddaje Radioaktivno, zato Rok, beseda je tvoja in upam, da ne boš napovedal tako, noben ga nikoli le Brane zna bolje. Ker njihov močno zna, ne. Ja, če bom tako rekel, glede na to, da pesnica rabi svoj čas, pa je zelo duhovita, bi predlagal poslušalcem, dajte si vzeti 5 minut časa, pa poslušajte, ker mislim, da vam ne bo žal, pa se boste vsi mečko nasmejali. Pesnica je pa lahko jemljete, ko zelo zahes, lahko pa tudi zelo zaresno, kakor vzame kdo. Mene zelo zaljuba, tako da uživite. Tole, kar vam bom zdajle povedal, dragi moji, ni izmišljena štorija. Jaz se že leta pripovedujem različnim ljudem in jim z njo širim obzorja. Jaz se bom vam zaupal, vi pa potem dejte naprej, naprej med vam znane. A ja, pa da ne pozabim, glavni akter tele zgodbe je Vodovodar Brane. Zdravo sem skupaj, jaz sem Rok Lunaček in poslušate oddajo Radioaktivno. Moj sosed Brane je dušca posebna, že od malih nog bojda,
petarda potrebna, njegova pokojna mama je zmer govorila, da je za kiklami gledu, že ko ga je rodila. Tudi vrtcu je šla tu, poznal je vse trike, s to veliko potenco nimaš cajta za ulike. Demokratično ni nikoli delal razlike, fuk je fuk tako za grde, majhne in ta velike. V šoli osnovne, ka ni zanimala knjiga, ob toliko mladih puncah te za njo ne briga. In šolstvo le vzgaja, vsak ima svoje navade, in Brane ni bil prav nič kriv, da so ga punce imele tako rade. Z namenom, da bi skoristil svoj cajt najbolje, je po končani osnovni razvil skrb za okolje. Voda je vir življenja, vodovodar je tako postal, žene v stiski, ja. Pokličte nav, vam žal. O, dragi moj Brane, tvoje usluge so bile vedno iskane. Ko možani po hiši, se spalnice sliši, upit je žena. Nobenega ne kolje, le Brane zna bolje, kar njihov mož ne zna. Ča, 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 se ni pritožval, dela je velika, se splača, ni lepšega kot ženska, dobro z dobrim ti vrača. Hvaležnost od narju, še najbolj po naturi, dva šihta je delo bogi, ob zgodni in pozni uri. Zledil se je z leti, pognala je pleša, a želja po ženskah mu zlepa ne peša. Uščipnega le, občasno mečkan v križu, normalno, če je pa seks v ljudje dragi, ko večkrat, kad sem jaz zamižil, ne? Je poznal vse sosede, ta mlade in ta stare, in najkrajšo pot do balkona iz omare. Pred možmi se je skrival, elegantno in fino, beg pred jezdnimi tipi je imel za rutino. A dosti je naenkrat, narediš mal napako, prišel je do Lojske, kot soboto že vsako. A tokrat mu prvič vrat ni odprla ona, počakal ga mož je njen, razbol brez vsakega pardona. Brane, o dragi moj Brane, tvoje usluge so bile vedno iskane, vedno. In ko možani pri hiši, se spalnice sliši, upit je žena. Nobenega ne kolje, le Brane zna bolje, kar njihov mož ne zna. Ča, ča, ča. Prvič je Brane na letu na mino, na sodišču z gasilcem moraš še pred to zimo. Ne kaže najbolje, saj zakon veleva, drugega žene ne želi, to je resna zadeva. A je ena fajn stvar to, da ima primer, če sodnica, pred njim je le ženska, to bo njegova pravica. Pokojno je dubu, je bilo kao premalo vseh dokazov, a vsakega je poznal, je vedel, zakaj se je zmazal. Bi človek pomislil, da bo sled bremenu navade o milu se mečken spremenil, ne ni šans, ni variante. Noja je prevelika in ženske še toliko drage, ki si želijo dotika. Umrl je v posli, kje pa druge bi naš Brane, z velikim nasmeškom na vrh sosedove Ane. Pred zadnjim vzdihom, še v zadnjem prsljaju, mu je čez glavo šla misel, ka dobra, sej so ženske tu traju. O dragi moj Brane, tvoje usluge so bile vedno iskane. In ko možani pri hiši, vse spalnice sliši, upit je žena. Nobenega ne kolje, le Brane zna bolje, ker njihov mož ne zna. Ča, ča, ča. Okej, priznam, mogoče je tale zgodba vse pikico je star te izvita. Ampak ima pa svoj čar. Poanta pa je mečken bolj med vrsticami skrita. Vsi, ki imate boljše polovice, nosite jih po rokah, dajte jim vedeti, da so za vas res edine izbrane. Ker če jih ne boste, z vsakim ovinkom lahko čaka kak vodovodar Brane.